Lep pozdrav in dobrodošli na liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti, torej vsak dan ob 9. zjutraj v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju, če seveda to spremljate kasneje preko YouTuba. In če spremljate preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea tudi zamudili. Ok, kje smo mi zdaj ostali? Včeraj smo mi označili tole skrito medvedjo divergenco in kot vidimo smo v bistvu šli še za eno nogo dol. Tukaj imamo Bitcoin na 15-minutnem časovnem intervalu, tukaj pa na enournem časovnem intervalu. In kaj je zdaj zanimivo? Zelo zanimivo, kar se nam dogaja tukaj. Lahko takoj vidimo, bom tudi označil. Mi smo začeli delati bikovski vzorec dvojno dno. Tako na 15-minutnem časovnem intervalu, kot tudi na enournem časovnem intervalu. Tole skrito medvedjo divergenco bom jaz zdaj izbrisal, da nam ne bo smetila grafa. To je šlo zdaj že mimo. In kaj je zdaj zanimivo pri tem dvojnem dnu? Predvsem tale neckline meja. Tukaj na 67.239 jo bom kar označil z vodoravno črto. In tudi tukaj na enournem časovnem intervalu, tudi tam nekje 67.000, samo malo. Kaj mene zdaj zanima? Ali bo ta meja vzdržala, ko jo bomo mi šli testirati nazaj dol? Kaj zdaj jaz hočem videti od bikov? Je, ko gremo testirati, da se tukaj obdržimo, dobimo odboj in seveda rastemo naprej gor. In isto tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Zdaj, komot lahko gremo še naprej gor, ampak ko jo gremo testirati kot podporo, mora ta meja vzdržati odboj in seveda, da gremo naprej gor. To bi bil zdaj zaenkrat tak plan, ampak kar me malo skrbi je, kot vidite tukaj, spet so se začele nabirati dolge pozicije. Na 15-minutnem časovnem intervalu je to zdaj že kar očitno. Ethereum je že tukaj gor v prekupljenem območju. Tudi na enournem časovnem intervalu. Bitcoin pa se nekako še pobira, tako da to bo treba vsekakor spremljati skozi današnji dan, kako se bo tole izteklo. Zdaj, če ne dobimo kakšnega velikega gibanja na današnji dan, se to lahko potem tudi vleče skozi vikend. Za medvede bi jaz zdaj gledal, če tale podpora ne vzdrži, potem se izniči tudi tale vzorec in smo lahko kar precej kaznovani. V tem primeru bi seveda gledal uno mejo od včeraj na tam nekje 65.000, da označim jaz tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Torej, meja, ki smo jo označevali že včeraj na okoli 65.000, jo bom označil še. To je tukaj pri temu nižjemu dnu. Zdaj, glede na to, da je tukaj pri tem dnu že kar nekaj ljudi stavilo na rast, bi bilo za pričakovati, da bi lahko šli testirati tole spodnjo mejo oziroma pobirati likvidnosti na nekje okoli 65.000. Ampak kot sem rekel, gibanje cene je ta glavno. Če mi dobimo od tukaj odboj, potem je rast tudi veliko bolj verjetna. Če ga izgubimo, potem pa gremo sigurno
pobirati še tole likvidnostno območje na okoli 65 000. Tole si bomo še pogledali. Kar se tiče Bitcoina, smo gledali že včeraj, zelo zanimivo. Tukaj pri tej zadnji rasti vidimo, koliko teh likvidnostnih območij se je začelo nabirati od spodaj in morda bi lahko šli tole pobirati. Takrat, ko trg rata čisto preveč pozitiven, potem je tudi veliko več možnosti, da se obrne vse skupaj v nasprotno smer. In kje imamo tukaj? Imamo 66 400, 66 300, 66 100 in pa seveda tudi meja, ki smo jo gledali že včeraj na okoli 65 000. Tako da, kot sem rekel, treba bo zdaj spremljati tole neckline mejo, kaj se bo tukaj zgodilo. Enkrat, ko bomo šli to testirati, ali bodo vsi tile, ki so stavili zdaj na nadaljevanje rasti, ali bodo kaznovani. Po mojem bo to kar zanimivo. Zdaj, dajmo pogledati še Ethereum. Tudi tukaj smo mi označili tole skrito medvedjo divergenco, ki se je lepo izšla, tako da jo bom zdaj zbrisal. Pozabili smo pogledati še, če so kakšne divergence na Bitcoinu, no bomo to nadoknadili. Kaj se zdaj dogaja pri Ethereumu? Spet se nam lahko pojavi kakšna skrita medvedja divergenca. Tukaj smo imeli eno, vidimo vrh in pa višji vrh pri RSI, medtem ko tukaj pa smo naredili vrh in pa nižji vrh. Ampak zdaj očitno rastemo še naprej gor. In imamo spet novo skrito medvedjo divergenco. Tukaj imamo vrh in pa višji vrh. Bom tole kar označil. Trenutno 15-minutni časovni interval. Torej vrh, višji vrh, medtem ko imamo tukaj vrh in pa nižji vrh. In nekaj podobnega se nam lahko v kratkem zgodi tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Trenutno nam manjka za lasek, tako da to bo treba vsekakor spremljati. Kar se tiče dolgih pozicij, vidimo Ethereum je že kar jasno tukaj v prekupljenem območju. Tako da za enkrat, kar se tiče Ethereuma, nisem kaj dosti pozitiven, tudi ni naredil vzorec dvojnega dna, kot je na primer Bitcoin. No, je naredil neke vrste, ampak če bi bila tole neckline meja, nismo prišli še do tukaj gor. To je meja na tam nekje 1984. Tako da, kaj bo zdaj ta glavno? Glavno bo treba, najbolj bo treba zdaj spremljati Bitcoin. Kot vemo, Bitcoin vodi igro, tako da, bo treba spremljati tukaj, če bomo mi tole mejo na 67 200, tam nekje obdržali enkrat, ko jo gremo testirati. Zdaj, kaj bi najprej počakal, je, da tudi Bitcoin prileze gor v prekupljeno območje, kar se tiče dolgih pozicij, in potem se počaka na popravek. In seveda, kot sem že ponovil, kar precejkrat, 67 200 je tista meja, ki jo moramo potem opazovati. Če jo izgubimo, potem lahko padamo naprej dol. Kar se tiče divergenc, tukaj pri Bitcoinu se mi ne zdi, dosti nima nekih divergenc trenutno, vsaj kolikor gledam. Vidimo tukaj vrh, višji vrh, tudi tukaj vrh, višji vrh.
dno, višje dno, višje dno, višje dno, višje dno, višje dno. Tako da to je zaenkrat ok. Tudi na enournem časovnem intervalu trenutno izgleda ok. Morda bomo naredili to, da pridemo zdaj s to rastjo, to trenutno rastjo, v prekupljeno območje, naredimo neko medvedjo divergenco in šele potem naredimo popravek. In to, kot sem rekel, to se lahko vleče tudi skozi cel vikend. In to bo treba kar precej spremljati. Zdaj, če bo kakšen velik dogodek tekom vikenda, bom naredil nov live na Patreonu. Ta ne bo imel posebnega urnika, pač ko bo kaj, če bo kaj, bom to naredil, tako da vsekakor priporočam, da se mi pridružite tudi tam, boste tudi predčasno obveščeni, kot sem rekel, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju, če se mi želite pridružiti na Patreonu v živo in tam mi lahko date tudi predloge za kakšne druge kriptovalute, da si jih ogledamo. Ampak trenutno ta glavno gibanje je seveda v imenu Bitcoina in pa Ethereuma. In seveda, če spremljate to kasneje preko YouTubea, ne se pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste zamudili kakšnega posnetka. Tam namreč na YouTubeu nimam nekega posebnega urnika objavljanja. In pa kakšen všeček tudi zelo pomaga, to spodbudi algoritem, da si ogledajo potem tudi drugi, da priporoča video. In pa seveda tudi komentirajte spodaj, kaj si vi mislite o tej tehnični analizi in pa o tem liveu nasploh. Bi morda vi še kaj dodali, kar napišite od spodaj v komentarjih pod videom. In tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, en lep vikend, ki je pred vami in se vidimo, seveda, če ne bo kakšnega dogajanja preko vikenda, kakšnega večjega dogajanja, se vidimo potem na ponedeljek ob 9. zjutraj. Čau, čau!